Imamo nalogo. Elipsa ima enačbo x kvadrat lomljeno 16 plus y kvadrat lomljeno 9 je enako 1. Zapiši koordinate temen in gorišč ter izračunaj y, tako da bo točka 2 vejica y ležala na naši elipsi. Torej, poglejmo si najprej enačbo. Tam imamo namreč skrite vse podatke. Številka, ki je pod x kvadrat, je v bistvu enaka a kvadrat. Torej, a kvadrat je enako 16, torej je a enako 4. Številka pod y kvadrat je v bistvu b na kvadrat, torej to je enako 9, torej b je enako 3. Iz tega smo dobili tiste dve glavni številki, ki določata vse v zvezi z našo elipso. Torej, od tod že lahko takoj zapišemo temena. Torej, T1 je 4 vejica nič, drugo teme je ravno na drugi strani, torej minus 4 vejica nič. Tretje teme je enako minus 3, nič vejica minus 3, ker leži na y-osi, in pa četrto teme je na drugi strani, torej nič vejica 3. Potrebujemo še izračunati koordinate gorišč. To pa naredimo tako, da izračunamo številko e. Torej imamo formulo za e na kvadrat. Ker je a večji od b-ja, izračunamo to kot a na kvadrat minus b na kvadrat. Stavimo noter. Se pravi, a na kvadrat je 16 minus b na kvadrat je 9. E na kvadrat je torej enako 5, torej je e enako koren iz 5. In dobimo gorišči, torej f1 je enako koren 5 vejica nič in f2 je enako minus koren iz 5 vejica nič. Sedaj pa rabimo še izračunati tak y, da bo tale točka ležala na elipsi. Ker leži na elipsi, pomeni, da lahko ustavimo v našo enačbo. Torej, ustavimo podatke. Namesto x-a bomo zdaj pisali 2, torej bomo 2 na kvadrat vlomljeno 16 plus y na kvadrat, to je tisto, kar računamo, vlomljeno 9 je enako 1. Izračunamo tole, kar je zgori, torej 4 vlomljeno 16 plus y na kvadrat vlomljeno 9 je enako 1. Tole lahko še pokrajšamo s 4, da se nam zmanjša številke. Torej imamo 1/4 plus y na kvadrat vlomljeno 9 je enako 1. In sedaj vse tisto, kar nima y, damo na drugo stran. Torej nam ostane y kvadrat vlomljeno 9 je enako 1 minus 1/4. Poračunamo desno stran, dobimo y kvadrat vlomljeno 9 je enako 3/4. Ker se rabimo te devetke tukaj spodaj iztrbiti, množimo z 9. In dobimo, da je y na kvadrat enako 3 krat 9 vlomljeno 4. Zračunamo še zgornji del, 3 krat 9 je 27/4. Tega ne moremo nič več krajšati. Rabimo pa zato, da dobimo y še korenit. In je y enako, tukaj dobimo dve možnosti. No, plus, minus, koren iz 27 zgore in koren iz 4 spode. To še lahko izračunamo. In sicer, če tole delno korenimo, dobimo 3 krat koren 3, spodaj pa 2. In dobili smo dve možnosti za y.